Lepo pozdravljeni. Sem Gašper Troha, urednik revije Amfiteater in pred nami je druga številka letošnjega letnika. Ta številka prinaša 4 znanstvene razprave in 2 recenziji znanstvenih monografij. Ukvarjamo se z gledališko umetnostjo v njejih zelo različnih pojavih, raziskujemo meje njenih možnosti, tako na področju uprizoritve, kot tudi na področju dramskega teksta. Prva razprava je razprava Ane Marije Monteverdi, italijanske znanstvenice, ki je pisala o zgodovini uporabe videoumetnosti v gledališču. Tam od 70. let 20. stoletja do današnjih dni. Zelo podrobno opiše ta razvoj ne samo v Evropi, ampak tudi v Ameriki. Italija je imela na tem področju neko pomembno vlogo in nas pripelje do današnjih dni in videomapiranja, ko z videoumetnostjo gledališče posega v javni prostor in v arhitekturo. Naslednjo razpravo je napisala Petra Pogorevc o projektu Nordung 1995-2045 in bo nekaj povedala o njej malo kasneje. Tretjo razpravo je napisala Nika Leskovšek, ki se ukvarja z uprizoritvijo, z predstavo Kapelj in Semenič v sestavljanju, predvsem z vprašanjem političnosti te uprizoritve, ki jo najde v potopitvenem, imerzivnem gledališču in pa v specifični uporabi dramskega teksta Simone Semenič. Zadnjo razpravo je napisala Miša Glišič, ki se ukvarja z Handkejevo dramo Še vedno vihar in bo nekaj več povedala o njej sama v nadaljevanju. Sledita 2 recenziji znanstvenih monografij. Prvo je napisala Eva Kučera Šmon, ki se ukvarja z knjigo Uprizarjanje konceptov, spisi o umetnosti priznanega slovenskega filozofa Mladena Dolarja. Gre za spise, ki so nastajali ob različnih priložnostih, predvsem za gledališke liste ob posameznih uprizoritvah. In druga recenzija, napisala jo je Ana Kocijančič, dobra poznavalka slovenske scenografije, ki tokrat razmišlja o 2 knjigah Mete Hočevar, Prostori igre in pa Prostori mojega časa. Bere ju skupaj kot neko veliko delo priznane slovenske scenografke in režiserke, razmišljanje o njenem delu, o scenografiji na Slovenskem in seveda o vlogi scenografije nasploh. Vabljeni k branju.